Dobrodošel na prav posebnem masterclass webinarju, kjer bomo govorili o naravnem domu na simpel, na enostaven način in spregovorili o tem, da lahko narediš naravna in učinkovita čistila, ki tvoj dom naredijo prijazen do tebe, do vseh, ki bivajo v njem. Predvsem pa bi rada z mojim znanjem in izkušnjami, pa predvsem na drugi strani tudi s tvojim, ker namreč te vabim k sodelovanju. Pa če že morda imaš izkušnje na tem področju ali če si danes prvič z nami, bodisi deli svoje izkušnje, svoje recepte ali na drugi strani povprašuj, saj čez celoten masterclass webinar s tem v živo sodeluješ za prav posebno nagrado, za eno mešanico, ki je tudi v našem domu velikokrat v uporabi, predvsem v pralnem prostoru oziroma pralnici, in je učinkovita tudi za pripravo naravnih čistil, o katerih bomo govorili danes. Kar se tiče čistil, moja glavna namera je ne samo, da ti v kratkem času dam zelo uporabne recepte in trike, ampak da dobiš za občutek v vsakem delu svojega doma, kaj lahko počasi, korak za korakom zamenjaš, zato da tvoj del postane veliko bolj prijazen do tebe, da postane tvoj dom naraven. In na naslednji strani tudi ne, da bomo zdaj ves čas čistili, ampak po principu, bom rekla, vzhodne filozofije, da to postane en del drobnih dnevnih ritualov, za katere se ti bo zdelo, da so se prismuknili v tvoje življenje tako potiho in tako na lahko, da čez kakšen teden, mesec pa sploh, ne moreš verjeti, koliko stvari se je v tvojem domu spremenilo za tvoje dobro. Tako da bomo spregovorili o naravnih čistilih, o eteričnih oljih, katere lahko uporabljamo in kako, receptih in trikih seveda, in potem tudi za zaključek o energetskem čiščenju doma in kako postaviti aromakotiček z difuzorjem na način, ki se ravna tudi deloma po vsaj tistih osnovnih pravilih feng shuija v podporo tvoji nameri, ki jo izbiraš. Jaz sem Maja Čebašek in sem kreatorka Nadrobni dnevni ritual že dolga leta. Spoznala sem se z naravnimi eteričnimi olji, predvsem v namen domače lekarne leta 2014 in to pripeljala v svoj dom. Takrat sem imela še dojenčico in tako so bila naravna čistila na neki način čisto naravna izbira, zato ker sem si želela bolj naraven dom, na drugi strani sem si želela tudi, da bo prijazen do nje, ko se je začela plaziti. Danes pa lahko rečem ne samo, da podpira vse to, ampak podpira tudi, je prijazno do naše kože. Vsi smo bolj občutljive narave, kar se tega tiče, sploh ko pride recimo do detergenta, in mehčalca, ki ga ne uporabljamo. Skratka, potem naših dihal, sploh pri našem delu dihal so občutljivi sinusi, pri večini članov družine, dviga naše razpoloženje, iskreno tudi s tem zelo rajši čistim, ker ne gre za neke agresivne, ampak zelo prijetne arome, ki res še ob tem sosledno vplivajo na naše boljše razpoloženje, zato ker je prijazno do mojih hormonov in konec koncev do našega okolja, torej tudi, ko se to izplahuje, da ni škodljivo do okolja. In še ena stvar je pravzaprav, mi imamo v hiši tudi trenutno 2 živalici, pričakujemo še 3. hišnega ljubljenčka in sem vsekakor želela oziroma smo si želeli, da bo prijazno tudi do njega. Tako da naš maček recimo najrajši poležava ob difuzorju in glasbi, ki je tam pripravljena in si ustvari s tem popoln senzorij in tako tudi lepo preživi večino dneva v spečem stanju. Kaj si je vredno zapomniti? Ta čistila so, kot sem rekla, že v glavni nameri današnjega dne enostavna, so varna in zelo ugodna, ko gledamo kapljično uporabo. Zdaj, zelo je pomembno, da uporabljamo kvalitetna in naravna eterična olja. Jaz tukajle res zaupam izboru doTERRE, ki je tudi vrsta eteričnih olj, ki prihajajo od tam, kjer so rastline doma, zato da res dobijo naravno kemijo, ki je optimalna, tudi v kemotipu, za tiste, ki ste si bolj domači z eteričnimi olji, zato da je klinično tudi testirano eterično olje in da ko pride do vsega, seveda, da je to, da je organsko, ekološko popolnoma samoumevno. Tako da se mi v prvi vrsti zdi absolutno, ker je v
predvsem veliki črni luknji z EU certifikati, ki to omogočajo, na trgu kar veliko eteričnih olj, ki se, recimo razglašajo za ekološka, ampak potem ob raziskovanju ugotoviš, da morda ni čisto blizu temu. Tako da to se mi zdi v prvi vrsti pomembno, zato da so lahko varna. Absolutno so pri tem tudi potentna, torej dovolj močna in učinkovita. Všeč mi je, ker na ta način res nadomestim tudi, vse toksične nevarne sestavine komercialnih čistil, ki jih bom tudi čez, nekaj trenutkov omenila in kaj je pri njih toksičnega. Potem všeč mi je, da eterična olja, da vse lahko pripravim zelo na hitro, da so zelo taka, da ponujajo nešteto možnosti in receptov za domača čistila. Ne zdi se mi, da sem s tem obremenjena ali pa da obremenjujem moj urnik. Predvsem pa ob tem zelo uživam in tudi vsi moji člani družine znajo že te stvari narediti in pač, ko zmanjka nečesa, pripravimo na novo. Tudi pripeljejo v dom res eno tako svežo, naravno navdihopolno aromo. Iskreno, ko bomo spregovorili o energetskem delu, ti bo jasno ali pa ti že zdaj, če to uporabljaš, da naredijo velik del čiščenja energije, in pripeljejo oziroma pripravijo prostor za novo pozitivno energijo. Všeč mi je, da z njimi lahko varno čistim vse površine in vse prostore. Tako da pri nas se pripravki iz eteričnih olj, kar se tiče čistil, nahajajo tako v kopalnici kot kuhinji, absolutni del, tudi en delček v spalnici, recimo, ker imamo starejšo, ki je bolj občutljiva na pršice. Potem, ko pomivamo tla, okna, ko peremo otroške igrače, uporabljamo to tudi. Ali pa če imamo kar trdovratne maščobne ali pa druge madeže, tudi na vseh vrstah površin, torej na lesu, kovini in kamnu se tudi odlično obnesejo. Zdaj, velikokrat me vprašate: "Maja, kaj je tisto osnovno, kar lahko imam doma in da lahko praktično vse pripravim?" Iskreno rečeno, recimo limona, pa tale naravni koncentrirani del čistila, ki vsebuje čistilno imunsko mešanico On Guard, torej On Guard Cleaner Concentrate. To je nekaj, kar praktično ti lahko nadomesti čisto celotno paleto čistil. S par drobnih receptov si lahko pripraviš tudi vse do tega, recimo, če rabiš učinek WC račke, a ne. Tako da res super stvar, po drugi strani pa z istim čistilom si moraš misliti: "Varno pripravim odličen, koncentrat oziroma, sam detergent za pomivanje posode ali pa, tablete za pomivalni stroj." Tole je nekaj slikic, da si lahko predstavljaš. Kot sem rekla in obljubila, da dejansko s tem zapraviš zelo malo časa, narediš zelo veliko zase. Recimo zgoraj levo vidiš, kako pač res pripravim to čistilo, saj večino stvari imam tukajle pri sebi, ne, kot neke vrste naravni steleks, ki hkrati služi tudi za brisanje mize in vseh kuhinjskih in tudi kopalniških površin. Hkrati uporabljam to za čiščenje oken. Potem na drugi strani, na drugi sličici v sredini zgoraj vidiš lahko, kako sem pripravila iz sode bikarbone, tako da zdaj ti že delim nekaj trikov, v katero kanim nekaj limone in potem pokrovček naluknjam in dam to v hladilnik, da ostaja vedno taka svežina v hladilniku. Potem desno na zgornji srednji sličici vidiš take culice iz tistih klasičnih robčkov za brisanje nosu, ki so tekstilni, v katere dam tudi sodo bikarbono in limonsko travo in to uporabljamo za osveževanje obutve. Torej, če je nekdo v družini tak, da mogoče zelo, res, eksponentno, pač da se potiva noge, je to ena taka super rešitev, da ima dve obutvi in da tisti dan, ko eno nosi, da v njo v vsako obutev, vsak, pač del, čevlja vstavimo eno tako culico in dejansko pusti to čez noč, da se posuši. Lahko imaš tudi te električne oziroma sušilnike, ki malo pospešijo celoten proces in potem hkrati ta obutev tudi krasno diši, ker je noter soda bikarbona, ki vleče slabo nase, in še limonska trava, ki po eni strani razkuži, po drugi strani kot eterično olje pa da izredno tako prijetno svežino. Zgoraj desno vidiš, kako z, pršilko z vodo, kanček etanola in z mešanico Purify, ki ima take zelo močne čistilna eterična olja noter, pršim dejansko ob menjavi posteljnine samo vzmetnico. Sploh pri starejši, kot rečeno, ki je občutljiva na pršice, potem dam gor še nekaj sode bikarbone, to pustim nekaj časa in posesam po 20 minutah in je res tudi spati že prvo noč v takšni postelji, ki je imela ta proces čiščenja čisto drugače.
Zgoraj oziroma spodaj levo vidiš, kako, pač lahko pripraviš pasto za čiščenje pečice. Na sredini spodaj, vidiš, kako lahko primerna eterična olja lahko uporabljaš tudi v času recimo pomladanskega čiščenja za podporo naravnim čistilnim procesom, in zdravemu delovanju jeter. In desno spodaj, kako lahko uporabiš penico, ki si jo sam pripravil za umivanje rok, a ne. Tako da res, želim ti tako malo dati kančka pa že na nekaj trikov. Jaz upam, da spodaj pišete svoje izkušnje, da hkrati v bistvu tudi spodaj lepo, povprašujete po vseh stvareh, sproti bomo odgovarjali. In na tretji strani, da si mogoče že zapišeš nekaj trikov, ki pridejo prav tebi v tvojem domu in so ti pisani na kožo in ti predstavljajo odlično rešitev. Tole si lahko slikaš, ker ne bomo šli čisto v globino, ampak samo, da se spomnimo, da komercialna čistila res prinašajo morda zelo učinkovito čiščenje, na drugi strani pa tudi veliko vzamejo oziroma prinesejo neželeno. Ftalati recimo so pogosto skriti pod izrazom dišava, in gre za res izredne hormonske motilce. Največkrat jih recimo najdeš v osvežilcu zraka ali pa mehčalcih in vplivajo tudi na reproduktivni sistem, sploh če si ženska ali pa par, ki se pripravljata na naraščaj, se mi zdi odličen čas, da mogoče take stvari počasi zamenjaš v svojem domu za naravno. Klorobelilo res učinkovito naredi svojo nalogo. Recimo največ uporabljamo to seveda v čistilih za kopalnico, ko govorimo o komercialnih čistilih, pa belilih za perilo, ampak močno, močno dražje, kot vidimo, a ne, dihala, tako da če že uporabljaš, potem res uporabi masko, absolutno močne rokavice. Ampak je tudi velikokrat, če ga zmešamo z amoniakom, zelo, zelo nevaren, ker se zgodi kemična reakcija, ki je absolutno ne želimo imeti v svojem domu. Potem v čistilih za steklo in čistilih za tla se velikokrat nahaja amoniak, ki draži oči, nos in grlo in tudi je res nekaj, kar zelo draži ljudi z astmo. Jaz sem iskala, ampak žal ne najdem več odličnega kratkega 3-minutnega dokumentarca, kako je, sestra v bistvu zdravstvenega sveta kot mama dolga leta pomagala otroku z astmo, res na vse načine in na koncu, ko je samo umaknila in zamenjala pravzaprav prav z našimi eteričnimi oljnimi izdelki, čistila, ni mogla verjeti, da je v enem tednu otrok postal čisto drug in se je veliko bolj počutil in ni imel več tistih prejšnjih težav, da je neka taka stvar lahko ustvarila tako grozno, a ne, reč. Recimo imela je prej pred tem komercialne osveževalce zraka in tako naprej in je rekla, da ni mogla verjeti, ko je vse to zamenjala z difuzorjem, s parimi naravnimi čistili, z našimi olji, popolno spremembo pri sinu. Potem hlapne organske spojine, ki so res močne, saj na neki način, ja, eterična olja hlapijo, ampak naša, ki so naravna, pač res naredi en drug učinek, ampak veliko čistil vsebuje močnejše, ki pa res kot prvo zelo onesnažujejo okolje, po drugi strani pa nam ustvarjajo veliko glavobolov in kroničnih težav z dihali. Triklosan je sicer odličen v pomivalnem detergentu kot neke vrste antibakterijsko sredstvo, ampak se tudi kopiči v okolju in hkrati tudi, če ga slučajno kaj sledi najdemo še na naši posodi, zelo, zelo vpliva na, delovanje ščitnice. Zdaj, to se pravi, smo wifi, ne. Lahko res omeji in oteži delovanje naših dihal, tako da se pojavljajo lahko različne težave, našo kožo, naše oči, tako da, dolgoročne učinke ne, rajši ne berem, kaj vse lahko pripelje. Čistila, ki so komercialna in močna, absolutno tudi zelo, zelo obremenijo naš živčni sistem, pa ne govorim v smislu iz tega, da si nervozen, ampak dejansko pač na dolgi rok ustvarjajo nekaj, na kar sploh ne pomislimo in nikakor ne pomislimo recimo v prvi vrsti, da to je pa zaradi čistil, ki jih uporabljam in ki niso naravna v mojem domu. Torej, kaj storiti? Iskreno, za domača čistila ne rabiš ne veliko časa, ne veliko denarja, niti ne veliko sestavin, tako da če imaš dobra eterična olja, jih uporabljaš v malih količinah, tako da recimo, če delamo, kot imamo tulele, jaz imam tukajle 350 mililitrsko pršilko in noter dam tam ene 15 kapljic eteričnih olj. Tako da če delate pršilke različne vrste, lahko na tak način uporabite čisto eno tako klasično, naravno, nedražeče čistilo v tekočini. Potem, če imamo kakšne madeže, maščobo, lepljivo, recimo jaz dodam ponavadi, ker rabim nekaj močnejšega, 2 do 3 kapljice na 5 mililitrov tekočine, torej na bazo.
Potem, če imaš pa trdovratan, madež, absolutno uporabiš rokavice, recimo kakšna nalepka in to, pa greš lahko kar s čistim eteričnim oljem, recimo naše limone, na to stvar in vse skupaj, res odlično očistiš. In če dodamo potem samo še nekaj sestavin, kot vidiš, ki jih praktično res dobimo za zelo ugoden, oziroma ugodno vrednost v vseh trgovinah, torej alkoholni kis brezbarvni, ki je odličen za čiščenje, za maščobo, za vodni kamen in plesen, sodo bikarbono, ki je odlična ne samo za čiščenje, ampak tudi odpravljanje vonjav, kot smo že slišali, jih absorbira za kamen, za žimnice, preproge. Potem sol, ki je odlična tudi za čiščenje, tudi za odstranjevanje maščobe. Pol mogoče nekaj, kar ne poznamo tako pogosto, ampak zelo, zelo priporočam, da najdeš v kakšni biotrgovini kastilsko tekoče milo, ki je neke vrste osnova, s katere lahko delaš recimo za primer detergent, za pomivanje posode, na drugi strani pa tudi gel za tuširanje, Tako da v bistvu je kot ena taka tekoča, varna, naravna osnova za izdelavo detergenta. Jaz recimo uporabljam namesto tega velikokrat On Guard Cleaner Concentrate, ki je meni kot neke vrste nadgrajena varianta kastilskega mila. Potem za embalažo, če se le da, uporabljam ali res tisto močno embalažo ali pa najbolje stekleno. Velikokrat recikliram. Potem za melt and pour osnovo, to je v bistvu za izdelavo trdih mil, recept delimo na koncu, uporabljamo v bistvu osnovo, ki se tudi v večino boljših biotrgovin tudi na spletu da kupiti pod tem izrazom, torej melt and pour. In potem še trdo marsejsko milo. Jaz ga najrajši kupim v kosmičih naribanega, ki je tudi naravna trda osnova za izdelavo, recimo, da pokažem, detergenta, recimo za pranje perila, osnova lahko na eni strani za suhi pralni detergent ali pa če ga raztopimo še v vroči vodi in dodamo eterično olje, lahko služi tudi v bistvu kot en tak tekoči detergent, nekateri mu dodajajo še sodo bikarbono, zato da se recimo boljše izrazi, boljše speni. In če boste delali tak detergent, iskreno, približno recimo delam jaz tako, da dam 1:1, kar se tiče detergenta in vroče vode, stopim in potem dodam še sodo bikarbono, eterična olja, in pred vsako uporabo pretresem, tako da recimo to je en tak odličen način, kaj uporabljati. Kar se tiče eteričnih olj, katera izbrati. Iskreno povedano, lahko si tole slikaš, ampak praktično vsa, sploh če imamo kvalitetna eterična olja, kot so ta pred nami, imajo čistilne vrednosti. Največkrat jaz res uporabljam čisto osnovo, limono, poprovo meto, limonsko travo, oziroma kot sem vam slikala na tisti strani. Tukajle pa imaš še mogoče katera eterična olja, lahko vse uporabiš. Kot zanimivost recimo velikokrat izbiram dejansko eterično olje na mero, kakšno razpoloženje, počutje želim ali pa kakšen še energetski učinek želim. Recimo zato se velikokrat ob čiščenju energetskem, ne samo takšnem, ali pa recimo, ko res se lotimo malo praznjenja stvari, ki jih ne potrebujemo več, ali pa navlake, uporabljam velikokrat eterična olja, ki očistijo prostor tudi energetsko, recimo kot eterično olje rožmarina. Zdaj pa smo že pri receptih. Približno eno minuto rabiš, da narediš vsakega od receptov. Pravzaprav sem vam tole čistilko že danes pokazala nekajkrat. Jaz jo res uporabljam za čisto vse kuhinjske, kopalniške površine, za okna, za mizo, imamo steklo na leseni mizi, ki je prelita s smolo, epoksi, drugače, tako da imamo ta zaščitni stekleni del čez, za kljuke, za korito, za čiščenje difuzorja hkrati, tudi če imate še dojenčka za previjalno površino, tudi če se kaj po tleh razlije, da pač s tem pošpricam in obrišem in se mi zdi fantastično. V osnovi ni to nič drugega kot reciklirana pršilka. Noter vedno nalijem 1/3 alkoholnega kisa, potem do vrha napolnim z vodo in dodam recimo 10 do 20 kapljic limonjenega eteričnega olja. Kot rečeno, pa zelo rada nadgrajujem vse skupaj še z eno jedilno žlico On Guard Cleaner Concentrate, ki vsebuje tudi nekaj eteričnega olja On Guard, ki je izredno čistilen. Diši lepo, vsake toliko časa se poigram, naredim novo verzijo, mi je pa zelo všeč, da tudi hčerki, ki imata vsako od teh pršilk za brisanje mize v svoji spalnici, torej za učno mizo,
si pripravljata tisto, kar jima diši, a ne. Tako da ena je izbrala recimo limonsko travo, ena evkaliptus, drugič pa pač spet nekaj drugega, a ne. Tako da se mi zdi zelo krasno, da dejansko praktično imamo v vsakem prostoru, če ne drugega, že zaradi čiščenja difuzorjev, tako pršilko pripravljeno in da vsak lahko personalizira tisto, kar si pač noter želi. Vse sestavine premešam in v bistvu res uporabljam čisto na vseh površinah, velikokrat tudi kar za to kuhinjsko, to ploščato, a ne, krpo, lahko tudi mikrofibre uporabljaš, ko brišeš prah. Malo bolj nežno varianto, bi lahko uporabil tudi za čiščenje rož oziroma še boljše za čiščenje rož, mislim, da ga imam tukaj nekje, uporabljam frakcionirano kokosovo olje. Zdaj sem se spomnila, recimo to je nekaj, kar nisem dala v PowerPoint, ampak sproti spomnila, kaj še lahko se narediš, a ne. Imam pa tukajle, ja, recimo, vam pokažem, pa če si kar prelijem v take steklene kastilsko milo za osnovo pa alkoholni kis, potem tudi destilirano vodo, to v bistvu velikokrat kar iz sušilca vzamem, če potrebujem. Potem imam recimo še hidrolat, in tako naprej, recimo citronska kislina, pralna soda, pa še navadna kuhinjska tista soda, bikarbona, ki jo uporabljamo tudi za peko. Tako da zdaj mislim, da sem ti pokazala večino stvari. Tukaj je noter, ja, še soda bikarbonat. Kaj še? Velikokrat recikliram tudi take male pršilke, tako da si lahko tudi manjšo pršilko narediš, recimo to imam jaz v pisarni tukajle, zato da si lahko z njo, isti recept, samo v manjši količini, lahko enostavno tudi očistim difuzor, ki ga imam tukajle v pisarni. Naslednji recept so tablete za pomivalni stroj. Najbolj zabavni del tukajle je to, da jih rada prepustim izdelavi, oziroma da jih izdelajo otroci. Zakaj? V bistvu je zelo enostavno. Pač zmešaš sodo bikarbono, citronsko kislino, eterično olje grenivke in On Guard Cleaner Concentrate. Potem pa to zmešaš in postane kot ena konsistenca, recimo temu, mokrega peska. In, ko to, pustiš, začne kipeti. Tako da ti prepuščam, recimo, otrokom rečem, no, zdaj pa napolnite s tem silikonske, modelčke, po navadi uporabljam kar tiste za pralineje, kot jih vidiš na sličici, to je recimo to, kar je delala moja hči. In kaj je to? Če tisto začneš takoj noter tlačiti, kipi ven, ne. In velikokrat dobim sporočilo od Eve pa Špele pa Ane, ne. Maja, je to normalno, to kar kipi in potiskam noter. Rečem, ja, a nisi, če si delala sama, upoštevala mojega napotka, to, da si pustila recimo to maso približno 10-15 minut stati, preden jo tlačiš noter v silikonske modelčke, zato da neha kipeti, da nimaš potem toliko dela. Pol pa to samo pustiš na pladnju, da se posuši, recimo vsaj do konca dneva ali pa lahko kar en cel dan, in samo prestaviš v en tak stekleni kozarček s pokrovčkom in imaš to pripravljeno za pomivalne, kocke. Kot si videla prej, je res v klasičnih pomivalnih detergentih, tekočih ali v tabletah, tistih komercialnih, res ogromno strupenih stvari. Tako da to je mogoče ena prvih stvari, ki te poleg tega čistila povabim, da narediš, ker narediš ogromno dobrega zase in za svojo družino. Kdaj delujejo, velikokrat povprašate. Delujejo, če upoštevaš osnovna pravila higiene za pomivalni stroj. In sicer to je to, da ni tako, da poješ, pustiš hrano na krožniku in daš krožnik v pomivalni stroj ali pa kaj drugega, temveč da to vsaj pod vodo spereš, da se pač ostanke hrane že zaradi tega, da se ne zamaši tako hitro odtok, a ne, pri pomivalnem stroju, kar ti tudi svetuje vsak, mojster, ki to sicer popravlja. Potem delujejo. Če želiš še kar naprej dajati zasušeno hrano na krožnikih, kozarcih, potem bodo prenežne. Ampak meni se zdi, da porabim veliko malo oziroma zelo malo vode, da pač tisto umazanijo in hrano odstranim in jo dam tja, kamor pač paše, večinoma seveda v mešane odpadke, ki ne nabijo. Po drugi strani pa s tem skrbim za pomivalni stroj in za svoje zdravje. Tako da naredim veliko zase s to drobno novo navado in je lepo, da učimo tudi mogoče mlajše generacije, da krožnik s hrano, a ne, zasušeno, ne paše v pomivalni stroj. Tako da takrat bodo tudi te tablete, ki so naravne in odlične, delovale. Kar se tiče, tega, ne, velikokrat vprašate tudi za sijaj.
v bistvu vsake toliko tja vlijem kar alkoholni kis ali pa zrečen z vodo alkoholni kis, par citrusi. In uporabljam to. Zdaj pa, če želiš nadgraditi vse skupaj za čiščenje WC-ja, pa samo tej, masi dejansko namesto hranilkinega eteričnega olja dodaš eterično olje oziroma mešanico Purify, da je malo bolj močna, tudi ni jedilna, zato se jo uporablja za čiščenje. Jaz zamenjam recimo to WC račko s takimi tabletkami, kot jih recimo vidiš tukajle pod mojim sicer videom, tukaj se skriva, vidim. Detergent za pomivanje posode se naredi zelo enostavno. Če imaš gastilsko milo, ti priporočam, da najprej upoštevaš navodila proizvajalca, ker jih je veliko koncentriranih, tako da ti piše, kako jih pripraviti. In jaz to samo v dozirnik, kot ga vidiš tukajle zgoraj, vlijem, dodam OnGuard mešanico, približno 1 kapljico na 5 ml tega gastilskega mila in uporabljam kot detergent za pomivanje posode. Tok easy peasy, tok simple in taka super stvar. Moram pa priznati, da veliko vas, ki imate rajše manj dela, uporabljate par kapljic, recimo OnGuard Cleaner Concentrate v ta namen, ali pa celo v pomivalnem stroju namesto kock, da dodate par kapljic, ampak res kapljic, drugače ti čisto speni, namesto teh kock v pomivalni stroj. Naprej. Milo v peni za umivanje rok. Vem, da večina vas, ki ste že uporabniki doTERRE, pozna tole OnGuard penico. Zelo zanimivo je bilo, ko je nekaj časa ni bilo in sem se seveda povabila, da naredim to varianto in še zdaj vsakič, ko jo naredim, ne morem verjeti, da jaz to lahko sama naredim. Če imaš dozirnik, torej mora imeti ta penilni nastavek na vrhu, dodaš noter 100 ml destilirane vode, 1 čajno ali jedilno žlico, odvisno, koliko negovalno želiš imeti to milo, frakcioniranega kokosa, tistega, ki sem ga že danes kazala, potem 1 oziroma 2 jedilni žlici gastilskega mila in 5 kapljic eteričnega olja bergamotke. Neverjetno je, mislim, meni je vsakokrat res odličen občutek, ko pač pritisneš na pumpico in pride dejansko ven ta penica in ob tem strašno uživam. Drugače pa ja, še vedno nekateri najrajši uporabljate že ready-made takole, penico, ki jo v bistvu vlijete v ta dozirnik in se tudi peni in je na bazi OnGuard mešanice. Lahko pa to penico, kot vidiš spodaj v vijolični, nadgradiš v penico za tuširanje. Kaj izbrati? Ne vem, ponavadi recimo izbiram kakšno pomarančo, lahko tudi v poletnem času za ohladitev ti paše, recimo spearmint, oziroma zeleno meto, tako da na tak način. Zdaj smo prišli do WC pršilke, kjer ti lahko greš na WC tudi na številko 2 in nihče ne bo vedel, da si šel. Enostavno, jaz v bistvu etanola sploh ne uporabljam, ampak je pa res, da se z njim bolj zmeša eterično olje z vodo, ker drugače, absolutno, ker se eterično olje in voda ne mešata, vsakič pretresem pred uporabo. V bistvu dam noter vodo in 20 kapljic limonske trave, to so te 30 ml pršilke in res neverjetno dobro deluje. Še en dober trik pa je, da na rolico papirja, ki ga vidiš spodaj levo in se ti smeje, na notranji del, torej na ta papirnati tulec, skaneš recimo kakšen spearmint, peppermint in vsakič, ko se zavrti, ko gre nekdo na WC, zadiši. Tako da recimo tudi na tak način lahko res krasno odišaviš svoj WC prostor. Osvežilne tablete za organske odpadke, to je nekaj, kar mogoče več uporabljamo v času poletja, ko se skupaj malo hitreje razpada in želiš imeti, razen če nimaš že kakšnega sistema, obdelovanja organskih odpadkov v kuhinji, če imamo klasični koš, je odlična stvar, spet čisto enostavna, tako da narediš v bistvu v silikonskih modelčkih take mehne kroglice, ki so zopet iz sode bikarbone, tokrat iz soli, z destilirane vode, gastilskega mila in izbranega eteričnega olja. Spet konsistenca mivke, pustiš, da neha kipeti in nafilaš in pustiš, da se posuši. Jaz iskreno sem tule rajši po krajši poti našla način, da vzamem eno papirnato krpico, noter nakapam recimo lemongrass in dam to v koš in diši vse. Pač izbereš lahko tudi kaj drugega, spearmint, kakšno drugo mešanico, tako da izbira je tvoja in iskreno, ja, veliko vas velikokrat rajši naredi to drugo mojo varianto. Trdo milo za roke. To je nekaj mogoče, kar bi vam od današnjih receptov vzelo največ časa. Je pa nekaj, kar vas srčno vabi, mogoče ob zaključku šolskega leta, ko rabite eno drobno pozornost za učiteljice,
po drugi strani mogoče za božične praznike ali pa za pomembne praznike v letu, kot so recimo dan žena, 8. marec, ali pa materinski dan, 25. marec in tako naprej. V glavnem se mi zdi ful lepo darilo. Kar se tiče tega, tudi vsakokrat tako naredim eno tako kreativo pri nas, no, pač tukaj jih imam par, recimo ta je čisto prozoren, potem punci sta delali tule dvojno varianto, sta pač kupila modro, upam, da se vidi, tako svetlo varianto delali. Ful se mi zdi fajn stvar, zaradi tega, ker s tem res spodbujaš kreativo, zbiraš, kaj boš dajal noter, praktično res je ne bo tista tvoja meja oziroma domišljija, kjer meje ni, tako da porabiš to melt and pour milo, ga narežeš na kocke, stopiš v ognjevarni posodi na mali temperaturi ali v mikrovalovki, če jo uporabljaš, in noter dodaš eterična olja. Jaz dodam recimo 1 do 2 kapljici na 5 mililitrov, potem včasih tudi mi ka barvilo uporabljamo, zato je recimo tale en del vijoličen, a ne. Potem lahko tudi kakšne kosmiče, če bi pili, čeprav iskreno odsvetujem, da se potem ne zamašuje od toka, tuša, banje itd. Ali pa umivalnika. Vliješ v silikonski modelček, jaz sem si tukaj jih pripravila par, recimo imam tole, ko je pač res kot ena štručka, pa se potem nareže na take koščke, če si dokupiš, pokažem, takle nožek. Druga varianta pa je, da kupiš že v bistvu modelčke, kjer je recimo več stvari naenkrat ali pa posamične, recimo kot so teli, pa pač gor potem piše handmade with love, ali pa 100% natural. Tako da se mi zdi res tak ful lepo preživeti čas s svojimi bližnjimi, pa tak ustvarjalni del. Zdaj, če si malo bolj za izzive, pa se lahko lotiš te zahtevnejše tehnike, kjer vlivaš po hladnem postopku. Tisto je pa malo daljše, lužiš in je malo drugače kot pa tole, kar smo sedajle pogledali. Je pa ta melt and pour tehnika nekaj, kar res ti je dosegljivo, v današnjem času se to dobi že povsod. Mi smo se na začetku to morali kupovati in en mesec čakati iz Francije leta 2014, zdaj pa se že v boljših biotrgovinah tudi topi ta osnova, tudi na kozjem mleku itd., tako da čisto odvisno od tvoje preference. Čiščenje pralnega stroja in cevi. Ja, vsi poznamo tisto, da očistiš vsake toliko, a ne, na 90 stopinj boben. Mogoče še en trik, da lahko noter pri tem dodaš sodo bikarbono s pralno sodo. To sta dve različni, ena je jedilna, ena ni, ne. Potem še malo tega zopet detergenta On Guard, a ne, ali pa detergenta za perilo. Tega pa jaz zelo rada uporabljam, zopet koncentrat. Tole je slab liter, pa je za uradno 66 pran, pri nas jih naredimo še več. In naenkrat daš noter, na koruzni osnovi je pa za On Guard mešanico, samo eno jedilno žlico za en voš, a ne. Tako da se mi zdi super in to lahko skupaj, recimo s kombinacijo, da daš to v boben, pa na drugi strani v predal alkoholni kis, pa par kapljic recimo kakšnega, saj jaz imam zelo rada Purify ali pa About mešanici, ali pa lahko lemon, če imaš osnovo, in to uporabljam. Mehčalca ne uporabljam, uporabljam pa v sušilnem delu te volnene krogle in noter velikokrat tudi za ta kar malo hotelski prijeten, nežen vonj, nič agresiven, rada prej nakapam ali pa zadnjih 10 minut gor kakšen About mešanico. Drugače mi je pa res skrajno všeč, saj spodaj levo vidiš, ne, celotna On Guard linija čistil, detergentov, torej koncentrati so večinoma in je res zelo široka paleta, torej en del je potem čistila, en del je za imunski sistem, en del je za ustno higieno, tako da res mogoče tudi kar najbolj prepoznavna in najbolj prodajana linija in družina izdelkov v doTERRI pri nas, torej v Sloveniji. Čistilni DIY triki, kot rečeno, sem že na enega pozabila, nekaj nisem prinesla, kaj sem že prej omenjala, da sem tu še spet pozabila, ampak sem si tule par jih dala, recimo, ko so meni fajn. Za pršice sem ti že razložila, Purify, voda, soda bikarbona, pošpricaš, potreseš sodo bikarbono in čez 20 minut posesaš. Odtoki, recimo narediš reakcijo fino z bazičnim in s kislim, torej z alkoholnim kisom in bikarbonom, da dobiš to moč, a ne, in to vlivaš oziroma najprej alkoholni kis not vlijem ali pa sodo bikarbono pa pol kis čez, pa še malo lemongrassa On Guarda, da naredim to reakcijo, pretočnost, da putne naprej, če je kaj noter, in po drugi strani, da dezinficiram in očistim.
Pasta za pečico, tako ja. Kombinacija sode, bikarbone, soli, alkoholnega kisa, vode, pa limoninega eteričnega olja, lahko tudi malo Ongard koncentrata zopet. Kot vidiš, je res zelo, zelo uporaben. In to uporabim, pustim čez noč in naslednji dan samo brišem dol. Če pa zamenjaš eno recimo jedilno žlico vode z jedilno žlico kastilskega mila, pa dobiš tudi pasto za čiščenje WC školjke. Tako da tukajle mogoče alert za mamice fantkov. Saj veste, ko dvigneš ta, pokrov, ko dobiš tisto rumeno nesnago spodaj, skratka, deluje in res zelo toplo priporočam. Čiščenje zelenjave, to sem si napisala, ker sem tudi jaz malo pozabila že na to, pa vem, ampak včasih pozabim, zato je tudi dobro, da imamo te webinarje, da sami sebe spomnimo za kakšne dodatne napotke. Jaz upam in vem, da spodaj že delite tudi svoje izkušnje, kaj vse uporabljate, ali pa če imate še kakšna vprašanja, na katera bomo odgovorili, če bomo le vedeli, ali pa vas usmerili, preverili, da uporabiš eno žličko sode bikarbone, recimo v korito nalijem, pa potem noter dodam sodo bikarbono, pa majčkeno eteričnega olja limone, potopim pač sadje, zelenjavo, ki jih kupim, in zato, da se morebitni pesticidi odlično sperejo. In potem, ko to sperem pod vodo, osušim, zložim v hladilnik in mi je fajn, da sem tiste brez plastične embalaže, če slučajno še kaj prej bilo v tem, če se le da tega čim manj pri nas, da potem to hranimo lepo v hladilniku in da veš, da lahko vzameš ven, takoj izrežeš in razmišljaš, a rabi zdaj koprati ali ni čisto in tako naprej. Če imaš vprašanje, kako si očistiti kaj posebnega, kamnitega, lesenega, preproga, madeži, ne vem, kako narediti mogoče tudi naravne robčke za čiščenje nosu, ke pač imajo majčkeno arome, mogoče spodaj zapiši. Jaz sem res želela, da je ta masterclass webinar, tako kot sem rekla, učinkovit, da ti da veliko idej v kratkem času, da vidiš, da lahko že danes praktično v pol urice vse, kar smo rekli, narediš za svoj dom, ali pa da počasi, po korakih, ko porabiš staro komercialno čistilo, zamenjaš za naravnega. To bo res nekaj odličnega zate, za tvoj dom, za tvojo družino. In na koncu, ko vse to narediš, ali pa tudi že prej, lahko pripraviš tudi aroma kotiček. Torej, zakaj aroma kotiček? To je prostor, ki je res na mero očiščen, namenjen difuzorju in podpira zdrava dihala, zdrav imunski sistem. Mi ga tudi vklapljamo že vsako jutro že zaradi razpoloženja. Osveži prostor, zdaj bodisi v osrednjem prostoru doma, drugače tudi v kuhinji, poslovnem prostoru, v salonu, v vadbenem prostoru, v trgovini, v učilnici. Tako da je res nekaj, kar mi stalno pač prakticiramo in ja, v toliko letih moraš vedeti, da je res že vsak naš prostor dobil svoj difuzor, Na začetku je bil eden, potem pa počasi smo res nabirali. Tudi všeč mi je pri doterinih, da se res lepo očistijo, da so kvalitetni, da je iz plastike, ki ni z BPA, da so zelo vzdržljivi, velikokrat zdržijo dlje, kot je garancija, leta nekateri. In tukajle mogoče res najbolj tak, kaj naj rečem, lahek za čiščenje, zelo močan lahko. Jaz pomoč dodajam s številom kapljice v prostoru, recimo imam tudi večji prostor, kjer je 45 kvadratov v pa ga imam na vogalu, lepo na polički. Skratka, lahko pa potem uporabljaš nekaj, kar je iz naravnega materiala. Ko nimaš elektrike in da tisto prenaša aromo, rečemo temu pasivni difuzor. To je lahko neki naravni material, kot je potpuri v predsobi. Lahko so to kamenčki, pa jih nakapaš. Lahko je to glinena ploščica, ki ni lakirana, ali pa glineni predmet. Lahko je to aroma nakit, lahko je to tvoj šal, tvoja oblačila, lahko je to tudi tak mošnjiček. Skratka, veliko načinov je, plus pršilke, ki smo jih že omenjali. To lahko vse uporabiš kot pasivni difuzor. Hkrati pa narediš, kot sem že na začetku rekla, lahko osvežilec za omaro, za kletilnik, za recimo omaro s čevlji, s tisto sodo bikarbono, naluknjen pokrovček, pa noter recimo kakšna limonska trava, ali pa tekstilni robček s culico, ki smo ga že na začetku videli, za čevlje recimo. Pršilke smo tudi že povedali za WC ali za avto, jih imam tudi zelo rada, zato da si popršim in da je tako občutek, da sem prišla v moj prostor in sem tam, kjer želim biti. Potpuri suhocvetje, ki ga lahko v vsakem delu leta narediš novega, glede na letni čas, nabereš v svoji okolici, v gozdu, na travniku, pač stvari posušiš in potem kapaš gor eterična olja. Tako da
zelo, zelo povabljen, da si preurediš svoj aroma kotiček ali pa da se za njega odločiš, če ga še nimaš. Ker smo že pri aroma kotičku, sem obljubila, da se bomo tudi dotaknili tega, kako se ga res po zelo osnovnem feng shuiju lahko lotimo in izrabimo tudi za pripravo našega aroma kotička. Feng shui je vzhodna veda, ki je zelo strukturirana, obstaja več linij, tako da to, kar tukajle delim, že vnaprej povem, ni neka, bom rekla, stroga veja, ampak je nekaj, kar jaz uvajam v svojem domu, po intuiciji. Tako da vem, da, kaj naj rečem, zahodni svet zelo poenostavlja feng shui, recimo temu, da sem si jaz na neki način nekaj svojega tudi na ta način naredila. Skratka, v stari kitajščini res pomeni, energiji vetra in vode, ki je v bistvu veščina urejanja nasprotij, a ne, tako kot poznamo yin yang, zato da se vse skupaj energiji z našo življenjsko energijo in z univerzalno energijo chi, a ne. S tem vem, da največkrat poznamo mogoče to kot urejanje okolice, pa potem, postavitve hiše, postavitve tlorisa, postavitve prostorov, postavitve okenskih odprtin, vrat in tako naprej. Tudi elementov, barv, a ne, v podporo našemu zdravju pa neki harmoniji in blaginji. Lahko pa jo izrabljamo tudi zelo za, osebno rast oziroma za, pretok še drugačne oblike energije oziroma v sodobnem času se mi zdi, da velikokrat se omenja tudi v povezavi z obiljem, predvsem finančnim obiljem. Tako da aroma kotiček in feng shui v prvi vrsti, kar je tudi ena taka osnova feng shuija, vedno moraš vedeti, česa si želiš oziroma kaj želiš doseči. Torej, kaj je tvoja namera? Kot prvo. Kot drugo, da izbereš, difuzor in seveda, jaz tudi rada rečem, primerno stojalo za eterična olja in da jih povežeš tudi s kristali. Jaz najrajši to postavljam v prostoru neosončeno prazno polico, torej ne sme biti tam neke galame, ne vlake. In tudi izbiram po intuiciji, vem tudi, kaj določeno eterično olje v čustvenem prinaša, podpira, ampak zelo na kratko ti dam danes nekaj napotkov, recimo, kako si lahko izrabiš. Če si želiš več obilja, postaviš to v tem osrednjem prostoru ali v pisarni na jugovzhodni del in uporabljaš recimo največkrat eterična olja, ki to podpirajo, recimo kot na primer wild orange, torej pomaranča, in kristale, ki to podpirajo, recimo zeleni aventurin in sodalit. Če želiš podpirati zdravje, priporočam to mogoče v srednjem prostoru, verjetno zase, za vso družino, lahko tudi v spalnici. Izrabiš v ta namen recimo eterično olje evkaliptusa in kameno strelo kot kristal. Če želiš podpreti svoj uspeh, recimo na južni del postaviš v povezavi, jaz najrajši tukaj izbiram Motivate mešanico, lahko izbereš tudi kakšno drugo, in tigrovo oko. Za dobre odnose na jugozahodni del ali, v spalnici, tudi recimo tukaj zelo mogoče na prvo žogo bi rekla eterično olje lavender, ki podpira pretočno komunikacijo, najprej do sebe in z ostalimi, in rožnati kvarc. Tako da uporabljaš vse za želeno energijo in tudi v bistvu, recimo citruse, da ti dvignejo razpoloženje, pa meta, lesna olja in cvetna so bolj za umirjanje. Pa mogoče, če odneseš danes eno stvar od tega, kar tukajle spoznavamo, da si na vhodnem delu nastaviš vsaj podpori, če že nimaš difuzorja, in da tam uporabljaš kakšno eterično olje limone ali pomaranče, ker vhod je ustje pretoka, pritoka, a ne, energije chi v naš dom in tam ne sme biti neke navlake, moraš tudi pomisliti, kaj si želiš doseči, izbirati potem barve, mogoče sliko, zrcalo. In na drugi strani tudi podpreš to za, še boljši vhod pozitivne energije, recimo z aromo wild orange. Tako da mogoče je to ena stvar, če je že veliko informacij, ki želim, da si jih danes zapomniš, pa mogoče res vpelješ in bom tudi zelo, zelo vesela in hvaležna za vse povratne izkušnje in informacije. Gremo naprej. Energetsko čiščenje. Ko si želiš malo prevetriti, mogoče po kakšnih obiskih, mogoče pred obiski, mogoče pred kakšnim dogodkom, po dogodku,
ali pač tudi v pomembnih mejnikih svojega življenja. Eterična olja res prinašajo visoko frekvenco, vibracijo. Dejansko tudi bivajo prašne delce, če greš prebrisat površine. Tudi če boš delal na lesnih površinah, zelo priporočam, da se zmeša recimo kar z baznim oljem, kar je zanimivo, ne, kokosa, frakcioniran, in kanček recimo eteričnega olja, kot je kakšno lesno olje, cedra ali pa arborita, tudi dlje časa potem prah ne pride nazaj, a ne, odbija to. Prinaša svežino, prostor za novo energijo, tako da zelo rada tukajle uporabljam, sam paragvajski palo santo, guajakut oziroma, pajak po slovensko, rožmarinovo eterično olje, španski žajbelj, limono, čajevec je tudi dober za čiščenje, neželene energije, frankincense za vhod, take pozitivne univerzalne energije, purify za očiščenje, shinrin-yoku za čistilni učinek gozda, zendokrin, ki deluje tudi na detoks misli, oziroma po novem bo to Revita Zen od leta 2026, in pa recimo še mešanica Bolt, a ne. Tako da res imaš občutek, da si naredil, jaz čiščenje res jemljem zelo pozitivno in obožujem to zaradi tega, ker kot prvo uporabljam eterična olja, zdaj že vem, kaj za kaj, če želiš, tukaj moj nasvet, sem tukaj zate, da če želiš določeno stvar, pa ne veš, kaj izbrati, ti lahko svetujem, da točno vem, zakaj določena eterična olja izbiram za pripravo čistil, mogoče za prav posebno čiščenje, hkrati res me spravi v dobro voljo, rajši čistim, ker včasih nisem tako rada čistila. Zdi se mi tudi krasno, ko je potem vse tako osveženo in se čuti, da ni samo ta aroma, ampak še kaj drugega. In ne samo, da pripraviš prostor za pritok nove pozitivne energije, tudi brez da veš, telovadiš z res vsemi temi gibi in dobiš en tak senzorium, sploh ob kakšni dobri glasbi, da si narediš mogoče do zdaj neprijetno opravilo zelo zabavno in zelo dišeče. Tako da te povabim in bom iz teh vtisov. Tukajle se mi žal ni želel naložiti moj video, pa ti pokažem, kako kar med pripravo kosila, medtem ko se mi bo kuhalo, popražila sem, pa se mi kuha, naredim čistilo, vmes pomijem okno ali dve in pravzaprav niti ne vem, da to naredim, a ne, včasih pač res mi je najlepše, da je, prijetno, da ne rabim potem zračiti prostor zaradi agresivnih čistil, ker pač so naravna, še lepše diši in res se mi zdi, da je tako, prav lažje se usedem pol k mizi, no, tako da ja, medtem ko čistimo svoj dom, mogoče ne pozabiti, da je tudi sploh v pomladnem času odličen čas za podpreti naša jetra, za zdravje jeter in zdravih čistilnih funkcij jeter, tako da lahko tudi že na mojem drobni dnevni rituali za vsak dom prebereš članek, kjer sta glavni zvezdi tega podpiranja zendokrin oziroma bodoči Revita Zen iz linije čiščenja. Če te vsakokrat, te bom tudi danes povabila, ker je mesec naokoli, da se vprašaš ponovno, kateri del ali pa telesni sistem ali pa čustva ali pa energija ali kaj ostalega, kar je tukajle zapisano, trenutno rabi malo več nege in podpore. Naj bo to tvoj tudi mesečni opomnik, kje si, zato ker ko veš, kje si, veš, kaj podpirati, zato da se potem lahko stvari izboljšajo, da je jutri res lahko tukaj tvoja boljša različica. Tako da te lepo vabim, da pokukaš, ali so to dihala, prebavila, imunc, mogoče koža, spanec, stres, pomanjkanje energije ali mogoče mišice, sklepi, čistila smo danes močno osvetlili, tako da tukaj ne dvomim, da si kaj podpreš. Potem telesne čistilne funkcije, morda pa pač hormoni ali pa srčno-žilni sistem ali pa to, da dodaš v svoje življenje poleg zdrave prehrane, dovolj gibanja, ki ti paše, in dovolj počitka in trdnega spanja, tudi mogoče kakšna dopolnila, ki ti podprejo tvoje šibke točke, zato da boš lahko jutri boljši in da, ja, kot jaz rada velikokrat rečem, se v svojih 40 velikokrat počutim bolje kot pa v svojih 20, kar pa tudi veliko pove, da, pot je vredna in na tej poti učenja res se največ naučimo skozi takšne izkušnje. Jaz se zahvaljujem za vsa tvoja, deljena tako vprašanja kot izkušnje, izmenjavo receptov, za tole druženje, za tvojo energijo. Veselim se tudi klepeta ali pa svetovanja, če me potrebuješ, sem tukaj zate.
Kmalu, vsak trenutek pa v same komentarje tudi objavimo srečneža, srečnico, današnje čistilne mešanice, to je mešanica Purify. Tako da še enkrat hvala, ker si z mano, pa se vidimo zopet ob naslednjem masterclass webinarju. Skušala sem biti čim krajša, zato da bo čim več, vesela bom pa še vsega, kar se zapiše, tudi če gledaš tole po posnetku, in se oglasim za vse tisto, kar vas bo zanimalo. Tako da srečno, lep pozdrav, pa se vidimo prihodnjič.